Dober večer, drage gledalke, spoštovani gledalci. Dobro je vedeti, kako na najboljši način preživeti zadnje avgustovske večere. Zdaj je z nami Helena Hauptmann. Lepo pozdravljeni, gospa Helena. Lep pozdrav tudi vam. Ste vodja kulturnega centra Litija, ki bo predstavila festival Slovo poletju. V teh dneh najbrž ne manjka dela, kaj ne? No, dela nam ne manjka že kar približno pol leta, ker sam projekt Festival Slovo poletju je resnično zahteven in težaven zalogaj in seveda upamo, da se bo tudi to leto vse izteklo tako, kot smo načrtovali. Najprej povejva našim gledalcem, kateri po vrsti bo letošnji festival Slovo poletju? Letos bo to že 7., torej pravlično število. Upamo torej, da bo vse v redu, kajti festivali se iz leta v leto izboljšujejo in upamo, da bomo tudi letos zabeležili nekaj presežkov. No, če pogledava malce v zgodovino festivala, gostili ste precej znana imena, nekaj jih lahko tudi naštejete. Kako vam jih je uspelo pridobiti? Vse skozi smo se trudili torej pripeljati tudi znana, uveljavljena imena z glasbenega področja. Tista prva leta seveda je bilo malo težje, nato se je festival razvijal in potem smo nekako tudi ustrezno začrtali koncept festivala, tako da ena od stalnic festivala je tudi Dalmatinski večer in tukaj smo vabili tudi hrvaške izvajalce tovrstne glasbe, pa seveda slovenske uveljavljene, kot naprimer Vlada Kreslina, potem Nuša Derenda, letos recimo Nina Pušlar, prifarske muzikante, Halgato Band, skupino Boem in še nekatere, tako da seveda s tem si trudimo zvišati kvaliteto tega festivala. Stalnica pa so seveda tudi domača kulturna društva oziroma tista, ki nekako zmorejo izpeljati takšen zalogaj na dovolj kvalitetnem nivoju. Ste v vseh teh letih naleteli na gosta, ki se iz kakršnihkoli razlogov ni mogel udeležiti? Edini razlog je navadno bila cena. S tem smo zelo omejeni in tukaj smo bili prikrajšani za marsikoga, ki bi si ga želeli videti v Litiji. Na povabilo pa so se navadno vsi zelo prijazno odzvali. Gospa Helena, kdo je dal pobudo pred tistimi 7 leti za nastanek tega festivala? Kako je prišlo do prve prireditve? Ste se po kom zgledovali? So vas vlekle dobre prakse drugod po Sloveniji in tudi v tujini? Leta 2007, to je bilo prvo leto delovanja samostojnega javnega zavoda za kulturo in takrat v tistih prvih samostojnih časih smo se trudili, iskali ideje, kako obogatiti kulturno ponudbo v Litiji. Na noge smo postavljali kulturni center in nekako v poletnem času je manjkalo nekih stalnih prireditev. Pa smo prvo leto 2007 pripravili en večer, koncert, ki ga sicer nismo poimenovali Dalmatinski večer. Smo pa že takrat ga poimenovali Slovo poletju. Vendar je bila dalmatinska glasba kot nek spomin, kot neka nostalgija na prijetno preživete počitnice. Tisto bistvo, ki smo ga želeli ponuditi obiskovalcem, in tudi tistega večera, torej tisti prvi koncert je bil v znamenju dalmatinske glasbe. Sodelovala pa je skupina Cantemus iz Žalca in domači zbor Svetega Nikolaja. Bil je zelo prijeten večer, obiskovalci so bili navdušeni in tudi na strani občine oziroma župana je bila želja, da s tovrstnimi prireditvami ob koncu poletja nadaljujemo. Tako smo potem seveda vsako leto se potrudili, iskali smo tudi nek bolj enoten koncept, preverjali pri obiskovalcih, česa si želijo, kaj jim je bilo všeč, kaj jim ni bilo. In tako nazadnje je sedaj, torej po 7 letih, nastal glasbeni
festival, katerega rdeča nit je sodelovanje oziroma nastop najboljših domačih glasbenih izvajalcev z uveljavljenimi slovenskimi ali tujimi imeni. In to se je prijelo in odziv obiskovalcev, ki že kar nekaj mesecev prej sprašujejo, kaj boste pa letos pripravili, je seveda zelo velik in tako da se tudi letos že veselimo izvedbe tega. No, festival organizira vaš zavod. Vam kdo pri tem pomaga? Mislim, finančno, medijsko ali kako drugače? Takšen projekt je torej izredno zahteven, kar se tiče organizacije, pa tudi kar se tiče finančne konstrukcije, ki jo nekako predvidimo. Seveda velik del oziroma večino pokrijemo z lastnimi proračunskimi sredstvi, ki so nam namenjene za tekoče leto. Pa seveda brez sponzorjev ne gre. In tukaj pri iskanju sponzorjev nam v veliki meri pomaga župan, kajti pri tem zastavi svoje ime. Mi najbrž ne bi bili pri tem tako uspešni, kot če pokliče nekdo, ki ima mnogo pomembnejšo vlogo v skupnosti kot pa kulturni center. Kdaj začnete razmišljati oziroma izbirati nastopajoče? Saj vemo, da je poletje čas dopustov, počitnic in pa številnih nastopov. Če povem, letošnjo jesen, tam nekje oktober, november, bomo že zastavili okvirni vsebinski program za naslednje leto. Po novem letu pa se že pripravi natančen, tako vsebinski kot finančni okvir festivala za tekoče leto. Tako da zagotovo pol leta trajajo intenzivne priprave na ta dogodek. Seveda, ko je znan program, sama vsebina, potem stopimo v stik z izvajalci. Predvsem pa posvetimo veliko pozornosti in dela tudi domačim izvajalcem. Tukaj je potrebno poudariti, to ni lahka naloga. Zagotovo vsako ljubiteljsko društvo tega ne zmore, kajti poleg seveda nekega glasbenega znanja in tehničnega znanja je potrebno v to vložiti tudi ogromno ur vaj. In naša društva oziroma naši izvajalci, tako ženska skupina Lipa kot moška skupina Lipa, se na to pripravljajo že kar nekaj mesecev. Čisto pravih počitnic si pevci ne morejo privoščiti, tako da potekajo priprave že kar tamle intenzivno od meseca maja naprej. Gospa Helena, kako pa je s promocijo festivala po Sloveniji? Zanima me, kako ga oglašujete drugod. Festival se je prijel med Litijani, Šmarčani, Okoličani, morda tudi v Zasavju. Kako pa je širše po Sloveniji? Želeli bi si seveda več promocije, tudi promocija je povezana z določenimi finančnimi sredstvi, ki pa nam niso ravno velikodušno odmerjena, tako da moramo tu zelo paziti in racionalno razporediti, kam oglaševati, kaj oglaševati. Vendar kljub vsemu se zgodi tudi, da nas pokličejo iz drugih krajev, da se javimo v eter na drugih radijih. Tako smo naš festival oglaševali ponavadi tudi v Kranju, celo iz Trsta so nas poklicali, da so slišali za naš festival. Sicer pa običajno po teh zasavskih medijih, lokalnih televizijah in Radio KUM, Radio 1, pa seveda internet je sedaj tista zelo učinkovita medijska reklama, tako da se poslužujemo pač teh stvari, seveda največ tistih, ki zahtevajo tudi najmanj sredstev, ker moramo zelo, zelo šparati. Največ pa gre seveda tudi od ust do ust, ne? Dobri vtisi, dobre izkušnje obiskovalcev najbrž potegnejo tudi prihodnje leto. Zagotovo so odzivi zelo dobri, dobili smo veliko pohval, odzivov, ki jih shranimo in tudi
obiskovalci že točno vedo. Če včasih morda malo kasneje damo ven plakate, transparente, že sprašujejo, kaj pa zdaj, kaj pa, a letos pa ne bo. Tako da vidimo, da je festival zelo zaželjen, da se ga ljudje želijo in da ga komaj čakamo in ravno zato tudi se trudimo obdržati festival brezplačen. Gospa Helena, koliko ljudi pa pripravlja ta festival? Vaši zaposleni, morda še kakšni zunanji sodelavci? Pripravljamo ga torej zaposleni v kulturnem centru, s tehničnim osebjem vred smo 4. Drugače pa se moramo seveda obrniti na zunanje izvajalce, zlasti kar se tiče same tehnike. Sicer pa večino dela torej opravimo sami, in tukaj je pač tisto intenzivno delo le na nas zaposlenih, kajti tudi prostovoljstvo danes ni več to, kar je bilo, tako da ravno za prostovoljstvo veliko ponudb nimamo. Po reklamnih oglasih, drage gledalke, spoštovani gledalci, pa bomo več izvedeli o samem letošnjem festivalu. V središču Slovenije, nedaleč od priključka na avtocesto Ljubljana-Maribor, v obrtno-industrijski coni Kisovec, stoji trgovsko-poslovni center EVE Elektroprom. Podjetju z več kot 45-letno tradicijo nudimo tehnično blago in opremo za elektroinštalacije, vodovod, ogrevanje, klimatske naprave, belotehniko, akustiko, gradbeni material, talne obloge, orodje za male in velike mojstre in opremo za vrt. Vso opremo tudi dostavimo in zmontiramo, saj imamo izurjeno ekipo monterjev, ki izvajajo storitve elektroinštalacij, inštalacij vodovodnih in ogrevalnih sistemov ter servise klimatskih naprav in gorivcev. Novost je oddelek ekološke in domače hrane s ponudbo hrane za diabetike in hrane, ki ne vsebuje glutena. Pri nas lahko v večnamenskem prostoru organizirate tudi poslovna in druga srečanja, saj je prostor opremljen z brezžičnim internetom. Po želji pa vam postrežemo tudi s prigrizki in pijačo iz našega bara Sedmica. Obiščite našo spletno stran www.elektroprom.si ali nas pokličite na 03 56 57 150. Vabljen je poslovni center EVE Elektroprom. Drage gledalke, dragi gledalci, z današnjo gostjo, vodjo kulturnega centra Litija, gospo Heleno Hauptmann, predstavljava festival Slovo poletju, pa marsikaj bomo še izvedeli iz drugih njenih dejavnosti, ker je tudi kustodinja Litijskega muzeja. Helena, poglejva, preden predstaviva konkretno festival v prihodnjem tednu, to je nova podoba na tem letaku in tudi plakatih Sončnice. Kje ste jo dobili, kdo je avtor, kako je prišlo do te ideje, da je Sončnica logotip festivala? No, Sončnica ta festival spremlja že kar nekaj časa. Letos pa smo se odločili malo bolj stilizirati njeno podobo, tako da bo to nekako bolj postal pravi simbol festivala, tudi logotip ustrezno oblikovalsko obdelan. Avtorica je mlada oblikovalka, ki zaključuje, mislim, da magisterij medijskega oblikovanja, domačinka Špela Kos, in je nekako resnično z srcem in dušo pristopila k delu in tudi sporočilu samega festivala. Zato smo torej to Sončnico oblikovali na takšen način in pa poudarili njen pomen in uporabo. Kajti Sončnica je uporabna kot razstropljevalka, ki iz prsti potegne strupe in prinese, ozdravi okolje in prinese sonce. Zato tudi menimo, da naš festival pomeni ravno to, kot pomeni Sončnica. Torej, razstruplja okolje, izboljšuje odnose in v splošni kulturni prostor vnaša mir in sonce. To je naše sporočilo in želimo si seveda, da bi bilo tako še dolgo vsako poletje.
Gospa Helena, poglejva zdaj, kje se bo festival dogajal, kdaj se bo dogajal in kako bo v primeru dežja? Naš festival se dogaja vedno zadnje dni v avgustu. Zadnja leta smo nekako se odločili za zadnjo sredo, četrtek in petek. Festival je bil v preteklosti raztegnjen že tudi na 5-dnevni festival, vendar seveda zaradi situacije splošne, smo ga nekako skrčili na 3 dni. In upam, da bo tako tudi v bodoče. Tako da bo potekal od 28. do 30. avgusta na ploščadi pred športno dvorano v Litiji. Nekako ta ploščad postaja neko središče shajanja meščanov, marsikaj se tam dogaja in tudi ta festival nedvomno sodi v ta prostor. Imamo pa srečo, da je zraven športna dvorana, tako da se lahko v primeru slabega vremena, dežja, preselimo v notranjost in je seveda to odlična priložnost, da slučajno kakšen dež ne prekine oziroma celo da bi morali odpovedati festival zaradi tega. Tako da ostajamo na tej lokaciji še vedno in mislim, da je to tudi dobra lokacija, kljub temu, da bi si nekateri obiskovalci želeli več stolov, vendar festival pač ni namenjen samo sedenju. Zaželeno je, da morda kdo tudi ob strani ali pa na koncu malo zapleše, tako da in resnično se nabere najmanj 10-krat več obiskovalcev, kolikor je na voljo stolov. Ker je to velik zalogaj, organizacijsko, finančno in tudi drugače. Gospa Helena, takole zadnje dneve pred festivalom, kaj pogledujete 10-dnevne vremenske napovedi, če jim seveda zaupate? Gledamo že tudi 15-dnevne vremenske napovedi, vendar tem ni ravno verjeti, kajti vreme se spreminja iz dneva v dan. Zaenkrat 10-dnevna napoved sicer še kaže sončno, sreda, četrtek, v petek že delno oblačno, vendar ne vemo, kaj bo, tako da se bomo šele v torek odločali o lokaciji, ali postaviti oder zunaj, ali ga postaviti v dvorani. Do zadnjega smo na trnih. Velikokrat se je že zgodilo, da smo do minute natančno zaključili koncert, na to pa se je ulilo. Seveda smo bili cel koncert živci napeti do konca. Ampak do sedaj, moram reči, smo imeli srečo, da nikoli ni bilo potrebno koncerta prekiniti zaradi slabega vremena. No, ravno to sem hotela vprašati, ali je bil kdaj v vseh teh letih v športni dvorani zaradi dežja? V športni dvorani smo že imeli večkrat koncerte. Lansko leto je ravno zadnji dan pričelo deževati, tako da je koncert z Davorjem Radolfijem bil izveden v športni dvorani. Prejšnja leta smo ravno tako v športno dvorano preselili koncert prifarskih muzikantov, pa Trio Tori je ravno tako izvajal v športni dvorani. So bili primeri, seveda je pa veliko prijetnejše poslušati glasbo zunaj na prostem. Upajmo, da nam bo tudi letos sreča naklonjena. Ko že skoraj jesenski vetrič pihlja okrog glave, kaj ne, v zadnjih dneh avgusta. Zdaj pa bi vas prosila, da kar predstaviva prvi festivalski večer, to bo sreda, 28. avgust. Sredo 28. avgusta smo povabili v goste Erojko. Mislim, da tria Erojka ni potrebno prav veliko predstavljati. Torej, znana skupina, ki nekako izvaja uspešnice v pop-opera žanru. Zagotovo slovenska uspešnica. Veseli smo, da jih bomo letos gostili tudi v Litiji. Ker pa so do sedaj še vsako leto bili tudi dalmatinski večeri in glede na to, da letos nismo povabili nobenega od hrvaških izvajalcev, bo seveda to rdečo nit tradicije dalmatinskih večerov nadaljevala moška vokalna skupina Lipa, ki bo v drugem delu izvedla svoj dalmatinski program. Ta dalmatinski program pripravimo vsako leto posebej. Posebej se tudi naredijo aranžmaji
za fante pevskega društva Lipa, tako da to ni enostavno organizirati in potem tudi uskladiti, izpeljati in seveda se naučiti vsega tega, tako da je to resnično zahteven projekt, ampak seveda ljudje so nad tem zelo navdušeni in verjamem, da bi bili strašno razočarani, če bi kakšno leto Dalmatinski večer izpustili iz našega programa. Kdaj pa tamburaši recimo izvedo, koliko prej, kaj ste si zamislili z moško vokalno skupino? Seveda glasbenikom prepuščamo, da med seboj komunicirajo in tako se tudi naš umetniški vodja Darko Vidic že dosti kmalu, nekje spomladi, zmeni tudi s tamburaškim orkestrom iz Šmartnega, ki je sedaj tudi že kar redni spremljevalec naših pevcev, tako da se to veže zelo, zelo zgodaj in da imajo tudi oni dovolj časa, da se pripravijo na ta koncert. V drugem večeru, 29. avgusta, bo z nami simpatično dekle Nina Pušlar. Kaj ste si zamislili z njenim prihodom? Je z veseljem pristala, da pride? Nina Pušlar seveda ena od trenutno najbolj vročih slovenskih pevk. Nedvomno bo zadovoljila okus mnogih generacij. In tale citat iz Srca si je Mavrica je iz ene od njenih pesmi. Zdelo se nam je zelo primerno, seveda se je z veseljem odzvala, tako da verjamem, da bo to zelo prijeten večer. Bo pa nastopila tudi skupaj z našim pihalnim orkestrom iz Litije, ki pa tudi sedaj že postaja stalnica teh naših koncertov na tem festivalu, tako da izvedli bodo tudi nekaj pesmi skupaj, se tudi že pripravljajo in tudi tukaj verjamem, da bo zadeva takšna, kot mora biti za avgustovski večer. Zadnji večer, 30. avgusta, ansambel Roka Žlindre in pa Nejc Grm. Ne vem, če naši gledalci vedo, kdo je Nejc Grm. Pri nas, oziroma v Litiji, v Šmartnem, je precej znan. Zelo znan pa je bil tudi Avstralija, ko je postal svetovni prvak. No, Nejc Grm, torej naš domačin, je morda resnično malo premalo poznan, vendar tisti, ki spremljajo dogajanje po Sloveniji na teh velikih festivalih, zasledijo tudi njegovo ime. Torej veliko nastopa tudi po teh večjih dogodkih po Sloveniji. Vsekakor izjemno talentiran mlad glasbenik, virtuos na harmoniki, ki pa se je letos preizkusil tudi pri skladanju, oziroma, če tako rečem, pri aranžmajih in je za dekleta ženske vokalne skupine Lipa pripravil kar nekaj aranžmajev znanih pop ali narodno-zabavnih uspešnic, ki jih bodo izvedle prvič ta večer. Tudi jih bo spremljal na harmoniki. Ta ideja, torej o harmoniki, o pač tem narodno-zabavnem stilu je prišla iz vrst naših deklet, ženske vokalne skupine Lipa. Takoj nam je bila všeč, kajti tega žanra resnično do sedaj na naših festivalih še nismo imeli in prav je, da nekako predstavimo tudi to vrstno glasbo. Zato smo potem povabili tudi ansambel Roka Žlindre, ki je pa našim gledalcem najbrž poznan predvsem zaradi nastopa na Euroviziji. Zagotovo tudi zelo zanimiv mlad ansambel, mislim, da so se zelo dobro zaštekali, če tako rečem, sodelujejo, pripravljajo skupen program in bo to zagotovo zelo, zelo zanimiv in tudi kvaliteten narodno-zabavni večer. Ne v stilu veselic, ampak bo to resnično koncertna izvedba tega žanra. Če sem čisto odkrita, je problem festivala pomanjkanje stolov. To lahko rečem iz lastnih izkušenj. Ste premišljevali, kako bi to premostili, morda festival prestavili na kakšno večje parkirišče ali kaj podobnega, ker vsako leto so kakšne kritike, recimo starejši pridejo, nimajo stola, težko stojijo, mlajši bi pa celo plesali, ga pa ne potrebujejo in tako.
Vsem okusom zagotovo ne bomo vedno zadostili. Tudi ni namen tega festivala, da bi sedaj pa vsi sedeli, ker tudi prostor tega ne dopušča. Zgodilo se je že, da smo imeli več kot 2000 obiskovalcev na enem koncertu, kar je seveda nemogoče zagotoviti toliko stolov ali sedišč. Za kakšno večje parkirišče seveda bi potrebovali še toliko več. Minus teh večjih parkirišč, večjih površin pa je ta, da ni potrebne tehnične infrastrukture zraven. Na tem prostoru ob športni dvorani imamo pri roki vse, od elektrike do druge tehnične opreme in zagotovo si ne moremo privoščiti, torej seliti na kakšna večja območja. Žal pač tako je. Ob tem prizorišču zapremo tudi cesto, tako da je na voljo tudi cesta. Mladi, če želijo zaplesati, lahko tam zaplešajo. Priporočam pa, da morda tisti starejši, ki si želijo sedeti, pridejo malo prej, ko so stoli še na voljo. Vendar se že kar kmalu, moram reči, že kakšno uro pred pričetkom pričenjajo polniti. Ali pa če ga prinesejo od doma, kakšnega manjšega, ne? Tudi to je možno, seveda. Nekateri se pa resnično tudi tako znajdejo, da s seboj prinesejo stole in jih postavijo in uživajo v glasbi. Gospa Helena, pred vašim zavodom je nova sezona, ker pa ste tudi vodja muzeja. Bi rada, da našim gledalcem na hitro predstaviva delovanje muzeja v letošnjem letu. Imeli ste kar nekaj odmevnih razstav, arheoloških in tako. Torej, delo na tem področju tudi precej pestro. Delo na tem področju seveda poteka stalno, kolikor nam pač dopuščajo možnosti. Seveda, Litijski muzej še ni tako uveljavljen, kot bi si želeli, kajti zelo nas pestijo zlasti prostorske težave, pa seveda tudi finančne kot kadrovske. In vendar, kljub vsemu, stvari se premikajo in v bodočnosti načrtujemo, vsaj upamo tako, selitev v večje prostore, primernejše, in zato že tudi letos pripravljamo vsebine, ki bi jih lahko potem predstavili na večjih površinah. Materijala je ogromno, kajti Litija, kot vemo, ima izjemno bogato zgodovino, ki pa žal dolgo ni bila primerno predstavljena, niti primerno raziskana. Značilno je, da tudi zgodovinarji priznavajo, da jih Litija do sedaj ni ravno zanimala. Zakaj je bilo temu tako, težko rečem, zagotovo pa tudi zaradi tega, ker enostavno ni bilo zanimanja med nami samimi. In če ne pride pobuda iz lokalnega okolja, seveda potem nikogar težko vzbudiš pozornost ali zanimanje. Mi smo s tem pričeli torej že nekaj let nazaj, naš muzej nekako je odprt približno 7-8 leto. Do sedaj smo zabeležili slabih 4000 obiskovalcev, kar je za takšne razmere, v katerih delamo, zelo lepa številka. Upamo seveda, da bomo naše načrte lahko postopno in počasi uresničevali. Imamo jih veliko, imamo veliko idej. Zato pripravljamo preko leta tudi kakšne priložnostne razstave, tudi predavanja, in letošnje leto smo posvetili bolj kot ne arheologiji. Kajti Litijska občina je ena tistih, ki ima izjemno število, lahko rečem, da je ena najbogatejših občin v Sloveniji po številu arheoloških najdišč. Trenutno torej jih imamo 50 registriranih arheoloških najdišč. In ker tudi lansko leto in letos potekajo intenzivne arheološke raziskave na gradbišču nove osnovne šole, arheologi so prišli do izjemno pomembnih in zanimivih informacij pri teh izkopavanjih o starosti Litije, o sami Litiji. Smo se odločili, da letos pač arheologiji posvetimo malo več pozornosti, tako smo pripravili kar nekaj arheoloških razstav in pa
16. junija oziroma 15. junija, ko je po vsej Sloveniji potekala poletna muzejska noč, kateri se vedno pridružimo, smo pripravili ekskluzivno arheološko razstavo nekaterih predmetov, ki jih hranijo v Narodnem muzeju Slovenije in izvirajo iz našega lokalnega okolja. Hkrati pa smo predstavili tudi vitrino najzanimivejših najdb iz gradbišča nove osnovne šole, torej iz samega mestnega jedra. Ti so zelo zanimivi zaradi tega, ker nam pripovedujejo, da je naša Litija, torej samo mesto, torej ta kraj, bil poseljen že vsaj 2000 let pred našim štetjem, torej da je Litija stara več kot 4000 let. Tega do sedaj nismo vedeli, domnevali smo, da so nekako Rimljani bili tisti prvi, ki so tukaj vzpostavili naselbino, vendar temu ni tako, to so dokazale arheološke raziskave in Litija je zagotovo eno najstarejših mest v Sloveniji, ki ima tako dolgo kontinuiteto bivanja. Ravno na mestu nove osnovne šole je bila odkrita naselbina, ki sega v 3000 pred našim štetjem. Kar nekaj najdb je bilo, najdeni so bili ostanki kolib in tedanji prebivalci so se ukvarjali predvsem z rudarstvom. Zagotovo so pridobivali železo, bron in na te nove podatke in na to dejstvo o starosti Litije mislim, da smo res lahko ponosni in zato smo letos temu posvetili malo več pozornosti. Bomo pa na tem seveda še delali, kajti potrebno bo za naslednje leto, ko naj bi se selili v nove prostore, pripraviti še precej materijala, tekstov in tako naprej, tako da nas čaka resnično še veliko dela. Prav to sem pomislila namreč na turiste in pa obiskovalce. To je zdaj popolnoma nova zgodba. V nove brošure, ki bodo nastale, bo treba vnesti, kaj so prinesla ta arheološka izkopavanja, nove podatke za nekaj tisoč let razlike. In kdaj, gospa Helena, predvidevate, da bi se selili v nove prostore? Nekako se predvideva naslednjo jesen, ko se bo šola izselila v novo zgradbo. Če bo možno pričeti torej selitvi že takrat, bomo videli, kajti zaenkrat nimamo še nobenih navodil, kako in kaj. Vse, kar delamo, je samoiniciativno, kajti to delo je dovolj zahtevno, pa tudi precej časa potrebujemo za to, da zberemo vse podatke. Treba je vedeti, da v Litiji do sedaj pač se ni nobena inštitucija ukvarjala z načrtnim zbiranjem podatkov in gradiva o zgodovini Litije. To pri nas seveda intenzivno poteka. To je dolgotrajno in zamudno delo. Kdor se direktno s tem ne ukvarja, težko razume, zakaj morajo pač neki postopki biti takšni, kot so. Seveda, vse to gradivo je potem potrebno evidentirati, dokumentirati, zbrati in tako naprej. Odkriva se jo vedno nove in nove zadeve. To je zelo zanimivo delo. In pri nas seveda potekajo intenzivne priprave. Kako bo, ko bomo šli pa v novo zgradbo, bo pa seveda malo teže, ker bo treba kar konkretno že pripraviti same postavitve, vsebino in tako naprej. Mi ideje imamo na papirju, upam, da jih bomo s pomočjo občine tudi lahko uresničili. Zagotovo bo prihodnje leto posebej zanimivo tudi glede 100-letnice Prve svetovne vojne, saj gre za vseevropski projekt, kjer se zbirajo tudi spomini na to veliko kalvarijo narodov Evrope. Gospa Helena, če zdaj skočiva iz te vaše vloge kustodinje muzeja nazaj v vlogo vodje kulturnega centra, ki organizira tudi festival Slovo po letju. Pred vami pa je že nova abonmajska sezona in tako naprej. Torej, ponudba je šla že med obiskovalce. Se že zanimajo za abonmajske predstave?
Seveda, abonmajski program za leto 2013-2014 je pripravljen. Dobivamo že potrditve abonmajev, kajti 3 leta imamo gledališki abonma popolnoma razprodan. Tako da morebitna odpoved pomeni že takoj zaseden stol z liste čakajočih, ki jih imamo kar precej. In resnično gledališki abonma je v Litiji uspel. Torej, popolnoma razprodana dvorana je dokaz, da pripravljamo dober program. Očitno je tudi cena dokaj solidna, sprejemljiva za večino. Se pa trudimo izbirati resnično kvalitetne predstave v okviru seveda naših finančnih zmožnosti, ampak to nam zaenkrat uspeva. Seveda vse druge prireditve bodo tekle vzporedoma, tako otroške matineje kot različni koncerti, društvo in tako naprej. Mislim, da je med vodenjem kulturnega centra in vodenjem muzeja lahko najti ogromno povezav, kajti v obeh primerih gre za neko splošno človeško kulturo, ki jo vsaka lokalna skupnost mora gojiti, mora izboljševati in Litija to še kako potrebuje. Tako da mislim, da smo na pravi poti in da nam bo to tudi dano uresničiti še naprej. Torej, drage gledalke, spoštovani gledalci, upam, da sva danes dali dobro idejo, kako preživeti zadnje avgustovske večere. Gospa Helena, na hitro, kdaj vam bo padel kamen srca po zadnjem koncertu, torej po 28., 29. in 30. avgustu, kaj ne? Tako, torej vsak večer ob 8. uri in potem en kamen, ko bo konec koncerta, drugi, ko bo konec drugega koncerta in seveda v petek zvečer po končanem koncertu bo pa skala odpadla. Gospa Helena, hvala vam za obisk v studiu in še veliko uspeha pri vašem delu vam želim. Vam, drage gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in dobrodošli v Litiji. Hvala lepo za povabilo.